Koliko manj težav bi mi imeli moški, da ste vedeli, da bi prišel, da bi so porino pošel. Straight igravci tudi igrajo v gej porniči. Takrat je bilo prvič, da sem jaz uporabil iglo. Kam pa to pol? V strani, lepo, v penis in ti se lahko meniš v vremeno. Pa ti bo stal kot kamen. Vsak dan je recimo v Sloveniji okoli 300 do 400 prostitutk na voljo. Noč 10 000 evrov. Kakšne cifre? Jaz sem bila samo na napačni službi. Ona bi lahko bila bolj teenage. Bola manj. Kaj je bila ona? Ona bi bila že bolj v MILF kategoriji. Oh my god! Ne. Bolj si odrasla zgleda. Pa z kategorije sem teenage, pa milf že. Da pa to Tisti dnevi v mesecu. Hej, Živjo! Daj! spet smo nazaj, tokrat po dolgem času, prvič v družbi dveh moških. Ja, dolgem času. Zelo dolgem času, pa tudi dveh specifičnih gostov. Ja. Takih še nismo imeli. To je bil zdaj kompliment. Drugače. Jaz sem se ful veselila te oddaje, ker me ful stvari zanima. Ja, to v bistvu Pa ful nas stvari me zelo bo verjetno presenetilo. Res je. Pa Ker pripravite se, nepoznan punce. svet malo. Nepoznan svet ali pa zelo slabo poznan svet, saj nekemu laiku. Dobesedno, ja. Tako da, Zelo poznan svet za gleda. da boste povedali, o čem govorimo, jih bo Lara predstavila. Seveda, da boš ti. Jaz bi pa sem povedala, da gospoda prihajata iz porno industrije in meni se je zdelo fascinantno, ali pa imate izkušnje s tem, ali pa sta delala, ali en še vedno dela. Ja. V glavnem, ker je meni ful fascinantno, ker smo se enkrat že menile, da bi neko to temo imele že ful nazaj, je vedno, ko je bilo tako ta neka porno industrija ali pa karkoli povezan s tem, je bilo tako vedno, ne vem, jaz sem imela feeling, da bo ženska gostja. Ja. In zdaj mi je fascinantno, da sta dva moška prišla. To je res drugače. Ženske so šle večinoma, ne Žiga. Ampak tudi veš kaj, mi smo niže plačani delavci, pa ženske ponovadi v industriji za odrasle so bolj plačane, pa se jim ne splača. Ne rabijo teh podcastov. Ja. Rabijo promocije. Okay. Jaz meni je Koliko ste reveži. dobila, da sta sem prišla? Nula. Jaz sem dobil palinkovc. Jaz pa kozarec vode, ker je čisto dovolj za... Boš vseeno povedala? Kdo lahko sta za povem. vse? Ja, z nami sta Žiga Sedevčič, nedolgo nazaj ste ga logljali še v šovu Kmetija, in pa Mr. Riedel, njega ste pa lahko tudi po kakšnih ekranih gledali, ali pa sejmih, oziroma oba, tako specifičnih. Tako. Ja, Dobrodošla. Dobrodošla pri nas. Ja, hvala, super se počutim, drugače Lepo domače. vidim, polštrček si hvala za naredila. vabilo. Ja, tako, product placement. Hvala lepo za povabilo. Z veseljem. Mene veliko stvari zanima, ampak jaz potem malo tako mi delajo možgani. Tako. Ja, se meni tudi Meni povedi, tudi kaj bi tako. prvo stvar Jaz pa ne vprašala. vem, kaj bi prvo stvar vprašala, tako da kaja. Kako se odločiš za ta biznis? Te vprašajo, ko si v osnovni šoli, kaj bi pa ti rad bil, ko si velik? In kaj sta napisala vidva takrat? Ja. Žiga, ker ti začni, ker je bolj Lahko odgovori. kratko in je Ja, drnato. meni je oči rekel, da bom gostinc. Okay. Čakaj, tebi je foter to rekel? Ja, tako je bilo včasih. Okay, dobro. Jaz sem pa kar iz prve enkrat strelil, vem, da bom stroje vodja. Strojevodja. In kaj se je pol In zgodilo? kaj se je zgodilo potem, da smo začeli filme za odrasle porniče snemati? Ja, recimo. Ja, v bistvu tista želja od strojevodje se definitivno ni uresničila zaradi tega, ker takrat so hotel biti unikat, ne. Med vsemi ostalimi, ko so rekli, da je bili policist, pa ne vem, vse živo. Gasilc pa to. Ja, točno tako. Jaz sem pač rekel strojevodja, ne, ampak pustimo zdaj to, namreč to se je čisto začelo v skladišču v Avstriji, ker je bilo še vedno Skladišče v COVID. Avstriji, Ja, okej. skladišče. Okay. In tam, ko sem te vozike porival okoli, je meni sočalo, da takrat prišla ideja, nič, jaz sem pa zašel kar naenkrat v industrijo za odrasle. Aha, čak, to se v bistvu med COVID-om začel. To se je med COVID-om začelo. Aha, ok. Kaj si pa prej delal? Prej sem vse živo delal. Jaz sem bil od varnostnika do voznika, do lagermajstra, do viličarista, do nikarnino, v glavnem. Okay. Ti si bil pa že prej, a ne? Prej smo se menili za gledalce, probala sem našteti funkcije od Žiga. Se pravi, ok, gremo od spred, mislim od zadnjega. Bivši tekmovalec Kmetije, to sem jaz rekla. Ja. Ampak tako, da bojo ljudje razumeli, zakaj, mogoče tudi neke pristojnosti oziroma kompetence, oziroma predvsem znanje in izkušnje, ki sta jih nabrala vsa ta leta. Učitelj, mentor v Inštitutu za raziskovanje za seksualnega dela. Tako, predtem. Predsednik, predstavnik delavcev v industriji za odrasle, še zdaj traja mandat na Balkanu. Dobra družba. Okay. Ja, zaprav, da se v bistvu probajo zagotoviti neke pač normalne pravice. tega. Sindikalist, dajmo reči. Ja, sindikalist. Tako je. Okay. Pa bil si porno igralec,
ali igralec? Igra, se pravi, porno igralec, Okay, pa bil si režiser. režiser, producent, maser, žigolo, moška prostitutka. Kogarih izrazov Ja, je. In funkcij. in funkcij. Pač, Kar delovne dobe. nisem toliko mlad, kaj zgledam, hvala. Ja, Ja, drugače ne Gledaš snimaš mlad. nobenih gub. Ja. Nimam res. nekaj Je. prav delaš. Bom vam pol povedal skrivnost. Okay. Ja, sem. A je to 18 plus drugače? Je. Je. Ne? Dobro. Mora Pa je biti. skrivnost. Treba kaj pojesti, kak topli obrok, pa kaj tasga. Sicer jaz ne jem, jaz imam druge. To pa nisem slišala prvič. Ja, drugače jaz uporabljam smiljo kremo, tako da. Okay. dobro. Dobro. tle smo. Pravijo, da je dobro za Jaz bi vam mogoče začela s tem, kje sem jaz nanga naletela, oziroma tako preden, pa če pustimo zdaj kmetijo, ki je bilo to razupito, ne, je bilo, ko sem prebrala članek, da se organizira na Švedskem evropsko prvenstvo v Seksu. seksu. Kaj zdaj s tem, a to bo, ne bo? To je bilo. To je bilo. A je bilo? Ona dva sta bila gor, on je bil v vlogi tekmovalca, Tako, on je bil v vlogi selektora in selektorja, reprezentanc in sodnika. Tako. Kako nisi pristranski pol, če se poznata? Ja. Lej, to je še v bistvu, se veš, Kovačeva, ko bile je bosa, pa se veš, še bolj sem bil strog do njega. ja, so bolj so odločali tam gledalci kot pa sodniki. Ne? Gledalci so imeli tisto večinoma, kako bi rekel, Glas. besedo, glas, kjer so škarje. glasovali tako. Jaz bi sem dva stavka prebrala iz članka, ki so takrat ful pisali, ne? Se pravi svetovno evropsko prvenstvo. 16 disciplin. 16 Disciplin, ja. Če nasprotnik ni spolno zadovoljen, igro izgubi in bolj, ko nasprotnik uživa, bolje je za tekmovalca. Potem je strokovna komisija, ki sta dva Slovenca sestavljala, čeprav vem, pa občinstvo, tako. Tekmovanje poteka več tednov, 6 ur dnevno, vsak tekmovalec pa ima na voljo do 1 ure časa na dvoboj, ki ga bodo gledalci spremljali v živo. Discipline so, lahko še to naštejem, ker mi je fascinantno. Zapeljevanje tekmeca, masaža erogenih con, predigra, oralni seks, penetracija, vzdržljivost, izgled tudi spolnih organov, umetniški vtis, kreativnost pri menjavi položajev, število orgazmov, skupni vtis para, srčni utrip in krvni tlak, najbolje izvedene poze Kama Sutre, skupna ocena akta in ocena za najbolj angažiran par z najboljšo izvedbo. Sem zmatrana od branja. To je enih stvari. Ja, mislim, zakaj pa ne? A gledate olimpijske igre, koliko je tam disciplin? Ampak če pomislimo, da pač tudi mi, recimo, kaj tazga delamo, si ne predstavljam glih 16 disciplin upraviti. Ja. To me Ker najbolj na pade olimpijske na igre se pamet. jaz ne kvalificiram. Mislim, dobro, se tudi skačem ne s planice dol, ampak vse. No, tako bo rekel, najbolj priročna, kaj je bila glede pospa, zapeljevanje partnera, ker ostalo bolj je tehnično kot pa kaj druga. Koliko tekmovalcev je bilo, prosti, to moram najprej vprašati. Pa, CCA, od oka. 8, okoli 8 nas je bilo takrat v hiši in mogli bi še priti, ampak jih pol ni bilo. Ok, 8. Iz različnih držav. ja. Ja, Okay. Ok, ti si bil sodnik. Kaj si ocenjeval? Če, ne vem, na kratko se spomniš, kako ocenjuješ? Mislim, kako je sploh nekdo zmaga? A ste imeli zmagovalca? Ja, bila je zmagovalka Hrvatica. Aha, ok. V bistvu, jaz osebno sem sam zbral discipline, katere sem ocenjeval. Okay. Meni je zelo pomembna uvertura, overtura in pa v bistvu povezovanje med akti, se pravi, kako smooth ta zadeva poteka. Kaj iz ene poze v drugo? Iz ene poze, kako okay. nekdo prevzame igro, ker na koncu je to bila neka bitka dveh spolov, a ne, kdo bo koga bolj zadovoljil in kdaj tudi kdo prevzame igro. Prosti, moški proti ženskam so bili. točno tako. Ampak kaj kot par pa ne tekmujete skupaj? Ne kot par, ne, v bistvu so se kar tako po domače poparčkali, bomo rekli. No. Aha, okej. Se pravi, ko sta bila moški in ženska v paru, sta pač imela akcijo in ti si gledal, kdo je boljši. Kdo je bolj smooth. Bolj smooth, kdo je bolj... Tako, kdo lepše In pol naredi, gre kaj v kdo nas- boljši igra, ker v bistvu tudi ne. Okay. Okremiti transition delamo. Transition, tako, ja. Pa na koncu si Bravo, rekel, da je zmagala je bejba ali pa zmagal je ti v tem Tako. paru med njima. Tako, ja. Oh, wow. Ampak nekaj me zanima, kako ti, se pravi, če je cilj orgazem in več orgazmov in tako, kako ti veš, da zdaj ona ne fejka, recimo? Vidi se po marsičemu, ne, na telesu, na splošno. Po bradavičkah, Kako? po mokroti. Da ne to govoriti. Ja, Ne, prosim, Tak je to, ne. Kaj naši fantje tudi to gledajo, razumeš? Razumem. Ja, pa Samo ti fekanje, Ne se hecam povedati. marsikatera ženska lahko zafeka orgazem 1, 2, 3. In je zelo pristen, ne? Misliš, glej, ona pa je res tako živa, tako je fajn.
A mi, ko smo v bistvu, ko jo obdelujemo po domače rečeno, ne, vidimo čisto drugače. Ne? Po mimikah, po krčih, po bradavičkah, po... Točno tako in po mokroti seveda od spodaj. Ne? Pa bi jo ti, recimo, če bi ena zafejkala orgazem, pa si bil ti z njo v paru, bi jo lahko zatožil, ni imela krča, Ne morem tega zatožiti, zaradi tega, ker ne bi tega naredil, ker sem že tam na tem prvenstvu prvi dan tekmovanja bil in sem že staknil poškodbo. Ne? Namreč moja partnerka v tistem tekmovanju je bila malo preveč igriva in je ponerodoma prednje sploh prišel do penetracije, me ponerodoma vdarila z njenim kolenom v moja moda. O ne, Ja, in bolj ga dobiti v spet trdo stanje, ne, je to bilo seveda zelo težavno, ne, ker sem se zvijal skoraj od bolečin. Tako da smo tam malo mogli fejkati, ampak drugi dan je že šlo boljše. Ja, okej, Več dni je bilo, Ja, mi smo bili tam koliko, cel mesec skoraj. Ne, cel mesec ne, bili smo 4 dni, ker ne bomo šli zdaj v podrobnosti, ampak 4 dni. Aha, 4 dni je bilo tekmovanja. Kaj je pa nagrada? Mislim, kaj je ta Hrvatica dobila za nagrado? Slavnostna. Večno slavo. Aha, okej. Ne bi bila tudi denarna. Ja. Ampak zdaj pa resno. Mislim, pač meni je to fascinantno, da to obstaja, ampak očitno je toliko ponudbe in povpraševanja, da take stvari se delajo. Od nekdaj. Od nekdaj. Ampak a je taka, ne vem, taka je zmagala, ali pa zdaj, če bi ti zmagal. A imaš od tega korist? V smislu, da te pol pokličejo, da greš snemati filme, a veš pač, če delaš v tej industriji. To je ena izmed koristi, ampak mi smo imeli že korist tam, tudi če nismo zmagali. Oziroma je bila korist že v tem, da smo samo sodelovali tam, ker nas so povzeli tam svetovni mediji. Pol sveta nas je objavilo. Res je, ogromno ljudi po celem svetu skoraj in... Mislim, po celem svetu. Ja. Indija, Avstralija, Anglija, Amerika. Glavnem ni bilo države, razen pač tistega ne bomo rekli, ampak mi smo res bili takrat zelo prepoznavni. V bistvu, okej, reklame res, pa če samo 8 Ogromna reklama. Kako sta rekla, da jih je bilo. Glekajo, kako gleda. Jaz študiram, kako ta reklama pol pride, da to reklamo obrneš v biznis. To je, naprimer... Čakaš na klic ali se pišeš ponudbe, se ti kam parjaveš? Ne, imaš tiste svoje strani, imaš tudi svoj content, ker pač preko posrednikov na televiziji, na njihovih straneh in tako dalje. Jaz mogoče bi klele sem uskočil, da razložim to industrijo, ker jaz velikrat vidim, da ni razumevanja, da se dela razlika med Hollywoodom pa v bistvu med filmsko industrijo za odrasle. Vi morate razumeti, da vse, kar je v filmski Hollywood industriji, govorimo o fanih, ne vem, da so ljudje, ki te spremljajo, da vejo o vseh tvojih filmih, kdaj si nastopil, kdaj si sral, kdaj si bil pijan in vse te zadeve. Vse to je isto, iste fane imaš v industriji za odrasle. Jaz poznavam ljudi, ki vejo ogromno več od mene. Mislim, to ni tako ni težko. Ampak vejo poimenovati, kdaj je kdo začel s kariero, kdaj je končal, kdaj je šel v drugo produkcijo. Mislim, to so taki, ljudje vejo take podatke, da sem jaz, me navdušuje in mi obojuje željo, da ostanem v tej industriji, ker dejansko ljudje spremljajo to, želijo to gledati, želijo kvalitetne filme. To je to. Kakšno publiko ima recimo Mr. Riddle? Žensko večino ali moško? Jaz imam malo ženske publike, namreč ženske ne gledajo toliko teh zadev oziroma teh filmov, ker je pri moških bolj manj, ker moški ne igra toliko glavne vloge. Večinoma je, koliko sem jaz gledal mojih odjemalcev, pa od distributerjev na globalni ravni, koliko jaz dobim nazaj feedback, je to nekje okoli 88% moških, ki me gledajo. Ostalo so pa ženske, ker ženske tudi to gledajo, seveda. Ampak je pa odvisno pri ženski, koliko je tip noter privlačen, tudi. Naprimer, če je to neki nabit, mišice na polno in so to kakšne grupne zadeve, to bo seveda gledala več žensk. Jaz bom po kmečku vprašala. Se pravi, moški, ki tebe spremljajo, v bistvu spremljajo zato, ker se pri tebi ženske menjavajo. Točno tako.
ker hočejo videti, kako se jaz spravim na to žensko v mojem filmu. Na novo trofejo. a ne? Ne, glih Mislim, trofejo, to se- ampak Ja, razumem, kaj, Mi hočeš, pomožko, razumem, kaj ne? hočeš povedati. Ne gledajo zaradi, da bi njega Tako je. spremljali, ampak zato, ker ve, da bo v Tako. vsaki epizodi v narekovaju nova bejba. Za moške je tako kot vsaka ženska neka trofeja, ker mi smo to lovci, on pa še samo uprizarja to lovišče. Ampak prej, ko si rekel, da imate tudi vi fane, pa neko to svojo, pač ta fandom ali kakorkoli. A se ti kdaj zgodi, da greš v trgovino, pa vidiš nekoga, da te tako gleda? se je že večkrat zgodilo. Pa da te Že vpraša tudi za mogo, selfie, naprimer, ali pa- ko smo se vrnili iz Ja. Švedske, je bilo dosti takih zadev, ko smo mogli se slikati s kom, davati avtograme. Marsikatera me je tudi takrat hotela povabiti noter, ker je hotela imeti izkušnjo z kao profičom, ampak jaz to kar odvrnem. Ne lahko, ker iskreno povem, odvrnem zaradi tega, ker ne vem, kam staknu, če bom sploh kaj staknil. Za mene je to rizik, torej STD govorim. Ne. A je Meka, v narekovajih, te industrije za odrasle v Budimpešti zdaj? Oziroma, Ja. a je Budimpešta tam, kjer se recimo največ teh filmov sem slišala, posname, ali pa mogoče ena izmed glavnih centrov? Izmed. Zakaj Ja, pa tam? mislim, ti imaš več bazenov. Okay. Zdaj pač ta bazen, naš evropski, No, v Evropi sem mislila, oprosti, ne na svetu. V Evropi sem mislila. je ta, v bistvu največ koncentracije je Praga, Brno, Okay. pol imaš Berlin, Barcelona, kjer imaš še zdaj zadnje. To so večinoma v osnovi te štiri. No? Budimpešto si pa pozval. A je, mislim, sem Budil že Ne, poznal? Budimpešto si pozval, Prago, ker ja, tam ja, je ja. trenutno je Budimpešta prehitela Prago iz leve in desne. Namreč v Pragi se je začelo kar nekaj teh večjih produkcij, ko so pred to držale gor, zapirati. Ne? Zadnje čase, to je bilo pred 2 letoma, se je začelo to dogajati, sicer ne vem zakaj. In dejansko so se začeli preseljevati v Budimpešto, ne? Ker tam je ogromno studio, tam je ogromno modelov iz celega sveta prihajajo dol. Vse tiste glavne agencije so od spodaj, vse se tam dogaja. Glavnem, tam lahko dobiš vse, če si noter v tem krogu, seveda. Ne? Zdaj dobro, se dogaja dosti tudi scen drugod po Evropi, tako kot je Žiga rekel, tudi moram izpostaviti Italijo, Francijo, Španijo, ampak večino bolj na amaterskih ligah. Ne? Torej, to so tiste res mini A produkcije. to je prav profi studio. Zdaj tako, ko ti prideš, ne vem, na snemanje oddaje ali pa filma, ne, pač mi to poznamo, tako filma. Jo. Tega filma, tega. Navadnega. Tega tudi otroci lahko gledajo. a ne? Absolutno. A je to cela industrija, to dejansko se pride v prostor, produkcija, kamera, pokej, nova scena. Mislim, mene kot videoproducenta Ja. zanima, a to dejansko pa se pol pospravi, pride druga, ne vem, na isti prostor, ne vem, a je to nekaj res tako, pač spedena na statisti, delavci, ne vem, kako to zgleda. Ja, načeloma, zdaj, če ti nameš taki studio, kot naprimer imate ve tukaj od spodaj, ja, se menjavajo scene, dosti več teh novejših oziroma drugih producentov hodi tja in se tam tudi dnevno, na vsaki 2 uri se menjavajo tam scene, ne. Jaz, ko pa sem zraven še igralec, jaz pa grem malo po drugi poti. Jaz najamem kako sobo v hotelu ali pa preko Airbnb-ja in jaz naredim iz tiste sobe ven popolni in za mene seveda profesionalni studio. Okay. Ne? Ti imaš tudi Tako. Ti imaš tudi studije, katere oddajajo tem velikim produkcijam samo prostor in ekipe. Tu so premo se enkrat rekel, ne? Tako je. Tako. To potem imaš, to tako izgleda, pride po tebe voznik, razumeš, te pelje na testiranje, te spremljajo, imaš vežizisko. Pa če sem bil parkrat zraven, Zato, kar si rekel. parkrat zraven pri teh velikih produkcijah, to imaš pač tam človeka, ki skrbi za organizacijo. To je to, koliko veliki filmi. Mi smo recimo več ali manj snemali, kar smo te visoke produkcije delali v Sloveniji, smo snemali na terenu, to je pa še posebej bolj komplicirano. Ne? Isto, tako kot pač se snemajo velike filme, smo mi snemali na terenu, vse te 3 naše te glavne filme. Imamo tudi najdaljši film v zgodovini. Mislim, da je to ta, gremo mi po svojo, ne? 3 ure, mislim, Takrat da čas traja. nisem bil noter. Ja, 3 ure, ja, tako da. Zgodbe. 2 pa nekaj, glavno skoraj 3 ure. Titanik. Ja, res je. Tako da ja, no, Potopi na koncu. za to je not igra, tako da. Nisem pogledala, Ja. ne, žal. Wow. Tako da Ja, je pa vse več.
vse več je take produkcije, kot jo ima Riedel. Ker na koncu so ljudje ugotovili, da sploh moški pa ženske, da je pač čas življenjska doba neke igralke, ko ti delaš za agencije pa produkcije, omejena. Tam nekje do maksimalno 5 let. Sam? Ja, odvisno. No. Večinoma je tudi do 5 let, to je posebej za tiste, ki pridejo na začetku, pa pol na koncu. Če so 18 let stare, recimo. Pa pol ne vidijo, da je to. Ko ti obdelaš vse te produkcije, ko ti narediš krog, te pač si sam. In potem ti ostane, ali nehaš, ali pa nadaljuješ sam. Zato so pač že dosti zgodaj modeli ugotovili, da je fajn imeti svojo produkcijo in pač imeti svoje kanale in se potem pridružiti in delati za agencije in druge producente. Kot naprimer, ne vem, da začnejo na OnlyFansu ali kva. To je za njih nadgradnja tiste, ki so že noter v industriji za odrasle. Je pa tudi tako neki, velik trend porasta igralk je zaradi tega, ker je to njim marketing za eskort. Čim ti si porno igralka in pač se nudiš na trgu kot spremljevalka, tebi naraste kar 10 cena. Kaj to pomeni? Kaj dela? Noč 10 000 evrov. Noč je 10 000 evrov. In gor, ja. Jaz sem bila samo na napačni službi. Ja, samo malo. To zdaj oseba mora biti tuj za to, ne? Ja, Če če erotika ni del vašega življenja, brez Ja, pa veze. se že tako ne da. ne vikal zdale. Ja, fika sem vas. Oh my god. In samo za respekt, Tudi samo za starost. respekt to mora biti. Hvala, ne rabiš me več. Že tako sem med starejšimi tukaj. Med starejšimi. Ni bilo No, gremo v takem naprej, da smislu. se ne bomo kregali. Ne, se ne, to ni Ne, bilo v se takem ne kregamo, smislu. hvala, ampak ja, tako, skrat, 10 000 na noč. Kako si pa ti, Žiga, sploh prišel v kontakt s to industrijo? Kako si začel? Šel sem po eno majico. Ja. Kam pa? Bil sem premlad, da bi imel kreditno kartico. Okay. In to se je začelo že zelo zgodaj, ko si bil pol. Ja, pač 2008. Okay, ti pa, zdaj pa Ti si bil pa star takrat. Ne bomo Ne vem, koliko sem, ne praznujem rojstnih dni, no, drugače Okay, se mi ne da. 20. Če bi Devet, kreditno. ne vem. Si bil polnoleten. Ja, lih, da sem. Ja, ampak Aha, kreditna okej. kartica je... Okay. Ja, pač Ja, nisi imel. Okay. Ja. sem šel v šolo hodil, ne. In sem šel po eno majico, ki je pač Zavod 69 je imela ful take zanimive majice skicirane. In pač nisem mogel drugače to kupiti, kot osebni prevzem. Osebni prevzem je bilo v Hardcore klubu. In A to je v Ljubljani? to je v Ljubljani, ja. Aha. Hardcore klub. Tako, ja. No, in v glavnem pa sem tam. To se spomniš od dogaja. Ne, In potem samo sem se bo prevzel to zabaval. majico in sem se ponudil kot prostovoljec. In naslednje leto sem že delal na sejmu erotike, pa sem po v bistvu 10 teh sejmov, pri organizaciji 10 sejmov sodeloval Okay. aktivno. Da te je potegnilo to. Vmes sem že dobil službo, sem bil dejansko zaposlen v Hardcore klubu. Okay. Prvo kot pomočnik, pač šel sem tako kot McDonald's, veš. Pa na koncu sem bil menedžer, tako da bil sem pa tudi solastnik enega swinger kluba, ampak fetiš kluba, imeli smo pač dejansko tako veliko, imeli smo par tematskih sob, ena je bila BDSM, pa križi, pa gas maske, pa ketne, pa tak. To v Sloveniji. Ja, kle v Ljubljani. Pa imeli smo kletko za ljudi, za človeka. Za ljudi. Imeli smo tematske večere, imeli smo večere transseksualcev, imeli smo domina večere, swinger večere. Pač tako, ful je bilo zanimivo. No. Tako da, nekako sem izkusil ogromno enih. Predvsem eno pa vprašanje. Se pravi, mi imamo predstavo, kako to zgleda, ne vem, na koncertu. Recimo, imaš nek koncert je organiziran, veš, da je... Ali pa gledališka igra. Ali pa gledališka igra. Recimo. In pač veš, koliko je povpraševanje ponudba, za en film je full, recimo, ali pač rečemo kino, mogoče še lažji. Ja. A so bili ti eventi polni? Več ali manj, lahko je kakšen full, bil bo več zanimanja, kakšen ga precej manj, ampak a so ti, ko ste vi imeli, ne vem, kletko za ljudi, a je petek zvečer, to se zdaj zmišljujem, ker ne vem, kdaj je bilo, a je bilo to, sprašujem, ker Slovenci veljajo po eni strani za full stereotipne, tradicionalne
rečemo, da tudi navzven zadrte ljudi. Ja. In Da se so ful ne prišli v ta pogovarjamo o klub, tem. Ja, se ne Drži, pogovarjamo. drži. Ali so bili polni klubi, prostor, kakorkoli. Namen teh klubov ni, da so polni. Okay. Govorimo Okej. krcati. Ne? Od začetka manj, potem pa vse bolj. Zato, ker tukaj je en faktor zaupanja. Ne? Ljudje morajo začeti zaupati, zaupanje gre od ust do ust. Ampak zakaj je zaupanje? A je to na meji legalnega? Ne, ker je to zelo intimno. Ja, pač navadno noče kdo se Recimo, Nočeš, da razvejaš. Slovenci hodijo, Slovencem ni problema, da soseda sreča na Hrvaškem, pa v Avstriji, v striptease baru ali pa v Kurban Houseu ali pa v swinger klubu. Štekam. Noben problem. Pa Bog ne da izga soseda srečati v Sloveniji na kakem swingerju. Štekam. Ja, Ker pač to drugače. ja pač Sicer je to, parafraziram, ne, ampak Ja, razumem, kaj je. Ja, to je plat, ki je ne deli z Ja. vsem. Jaz sem bila takrat, pač vse to smo se že pogovarjali, ker sem šla enkrat in edinkrat na celjski sejem in takrat si bil vsi tam, sem takrat, jaz se masko. nič ne spomnim. Ne. Ja, in ne se ne spomniš, Takrat sem se razkril še za slovensko publiko, ker razkril sem se pa že par mesecev prej na Švedskem, ne? Tisti, ki so me spremljali. Na celjskem sejmu sem pa bil v čisto drugi preobleki, v tistem novem meridlu, ki ga zdaj nadaljujem. Torej, naznanitev nove produkcije. Ne? No, ker takrat se jaz spomnim, da pač takrat je bila edina stvar, ki sem jaz ves čas razmišljala, šit, bom jaz koga poznala, kdo mene pozna, To je to, kam ja. jaz lahko gledam, kam se lahko dam, a Kot sem jaz sploh obiskovalka? lahko tle. Ja, kot obiskovalka, ja. valjda. Res? Ja, Ampak ona je taka Še- bolj Zdaj si- je bilo, dobro so novo. Ona je bolj, ja. Dobro, no, zdaj si predstavljaj mene gori na odru, ne kako sem. Sploh ne, jaz bi umrla. Jaz bi umrla. To je pa res. Siguren. Kako pa se ti soočaš s tremo? Imaš, da je tremo? Tisto je bila vrhunec treme, ki sem jo doživel, absolutno, seveda, ker to je bilo domače občinstvo. Ne? In ti si tam od zgore dobesedno razgaljen. In moraš tudi neko točko narediti, ne? V tistih 15 minutah, ali koliko imaš časa. Ampak seveda je bil problem, ne? Zaradi tega, ker ti si skoncentriran na čisto drugo, kot pa na tega svojega spodnjega tukaj. Ne? Takrat je pa bilo prvič, da sem jaz uporabil iglo. Ja. Ja, kam pa to pol? Kakšno Ja, iglo? lahko prosim. Čakaj, zdaj pa... Palus, igla, to je tisto, v bistvu, zdaj sem pozabil, kako se točno imenuje to sredstvo, ampak uporabljajo ga doktori za operacije, naprimer, ker Lokalna. tebi bo bil trd in ti se lahko meniš v vremenu. Pa ti bo stal kot kamen. A pa to, kaj kupiš v lekarni? ali Ne, to- načeloma dobiš tako malo. Tak, Ne, direkt ob strani, lepo, v penis. Pa kako Mehki veš, penis. Ampak kam? sam si to zapičil. No. Sam sem si zapičal. Kako pa si vedel, kako? Mislim, Malo spremljaš druge, malo ti tudi drugi povejo pač okej. trike, kak pa kaj, To ne? je bilo prej vprašanje, ali to. fantje, ki delajo v industriji za odrasle, kako koli Tako. rečemo, a kako si pomagajo, da imajo pač trdga, takrat, ko je pač treba sceno, je treba posneto, obenih, ne? ja. Ja. In to sem vprašala, a so tabletke, ali si zapikujejo igle v svoje prijatelje, ali obstaja še kakšen, to vem, da obstaja. Za te dve stvari vem, da obstajata. Namreč te večje produkcije, in to boš ti vedel, Žiga, ne, ima vse na čas, na demand. Torej, ti moraš vse po naročilu njihovem delati, oziroma po njihovem scenariju. Ampak to govorim za velike produkcije. Ja, ne. okay. In tam moški model dobesedno nima časa, da bi ga pripravil v trdno stanje in tudi prišel takrat, ko bo režiser zahteval, da mu pride. Ne? To sem gledala dokumentarc o, no, kaj je že bil Italijan? Rocco Rocco Siffredi. Siffredi. Kako so mogli res takole, se je mogel pač Tako. naučiti, da mu pride. In to Kako je to možno sploh? najbolj se poslužil, žal, ne, ker nimaš ti časa takrat za ne vem kaj druga delati. Pač mora priti igla na vrsto, ne, in se ponovadi pičijo, in tudi sperma je fake. Ne. Okay. Ja, ono fake spermo v uretru si tudi stisnejo in Kaj preden začneš? ne preden začneš. To Vmes pred pauza, koncem, daš vmes not in pauza in spet eno sceno malo posnameš, glih v toliko, da ga ti noter zadržuješ to umetno spermo in jo pol pač ven potegneš in pride do izlitja. Kolikrat si pa uporabil to iglo? Jaz sem uporabil samo na sejmu. Samo na Pa svetu, je to nikoli nevaren. Načeloma je nevarno, če jo ti uporabljaš vsak dan skozi. V bistvu nevarno je do te mere, da se ti pol več po naravni poti ne bo stal. Disfunkcija. Tako. Se pravi, igla, To pa nočeš. tabletke, kaj še?
Pri moških. Pri moških samo dobra volja, še pol nič druga. Aha, To, okay. ali pa da treniraš tantro. To sem pa tudi že slišala, pa predvsem je veliko o tem govoril Sting, glasbenik. A ni? A še kdo to ve? Mislim, Ne. Jaz To je- sem ni bil notri v tej... Ja. Ne, Vsi. ni bil, ampak je pa govoril o tem. Je to, Ja. moramo se zavedati, da je snemanje nekaj takšnega kadra, Okej. je to pač en poseben pritisk. Seveda, s tantro se da, ampak to so leta treningi. Okej. Ne? Je pa tudi tako, ne veš, koga boš dobil pri velikih produkcijah. Načeloma lahko se tako zgodi, pa imaš drug model, ker pač Je prvi zamudo, prvi zamudo. ali pa pozabila. In je to v bistvu gre samo za mesen užitek, oziroma ne pride do nekega povezovanja, da bi lahko zdaj ta tantra na nek način delala. Ker, Tako. Štekam. Kaj pa vajno v bistvu osebno življenje? Kakšen, če lahko to vprašam, recimo prijatelji, ki ste jih imela prej, ali pa družina, pa to, kako so oni to sprejeli, da ste videli v tej industriji? Žiga, ker začeti ti prej, bom jaz polno delal. jaz sem to zgodaj že začel, da sem dobil prijatelje iz te industrije in iz te okolice. Okay. Načeloma družina, pač za fotra sem bil car, mama se je navadila. Okay. Zdaj pa pač delam stvari v okviru naše organizacije, se pravi ozaveščanje, se pravi delavnice odnosov in spolne vzgoje. Zato, ker v drugo smer pa veš. Tako pač poskušal zavešati. Ne, ker pač na koncu imam tudi jaz svojo hči, ne? Imaš Ki je mladoletno, ja, seveda. Tako da pač delaš, se pravi, nadgradiš to zadevo v neko družbeno koristno zadevo. Če ostanem sem še malo pri tem, pri tvoji družini, ko spoznaš ti neko osebo, ponavadi deliš neke stvari iz svoje preteklosti, kako je tvoja zdajšnja partnerka sprejela, da se ti ukvarjaš s tako industrijo, s katero se, ker že zdaj recimo je v zvezah velikega ljubosumja, lahko, pa predvidevam, da tle lahko je še malo bolj potencirano to. Ljubosumje izhaja iz samega človeka. Ne? Se strinjam, ampak Se pravi, jaz pač ponavadi rečem, da je ljubosumen človek, ki počne te zadeve, pa se boji, da bo te iste stvari počela njegova ljubljena oseba njemu. ali pa sam, ker je mogoče družba tako naravnana, da je to tako predstavljeno, Potem je pa potem pa je tukaj, koliko ti verjameš v to zvezo, v sebe in drugega človeka. Pa zaupanje tudi, seveda. Ja, ker če ni tega, potem je tukaj prostor za ljubosumje. Jaz se opravičujem, malo moram zmotiti to vneto vročo debato. Sam spomnila vas bom na kodo, ko imamo še vedno pri Vitamin kliniku. Ne vem, če veste, ampak obstajajo tudi kapsule Male Complex, ki so za podporo hormonskega sistema, za podporo reproduktivne funkcije in dvigovanje oziroma ohranjanje optimalne ravni testosterona. Rekla bom samo TDM12, zdaj pa nadaljujemo z vročo debato. Mene je presenetil en podatek, in sicer, da ste igravci, moški plačani manj kot ženske. Ker ponavadi v vseh poklicih, ali pa več ali manj v vseh poklicih, so moški za enako delo, isto delo, več plačani kot ženske. Tle pa ne. To drži, tu so definitivno izpostavljene ženske in imajo zato tudi višji rating. Okay. Enostavno je tu v industriji ženska kraljica in je ženska tista, ki bo največ prometa tudi prinesla, zato pa tudi dosti plačana. Jaz, naprimer, kot samo igralec ne delam, ampak samo občasno. Jaz imam neko svojo ceno, neki svoj rating, ki marsikateri produkciji naprimer ne ogaja. Naprimer, moški na začetku, vsaj v prvem letu, je plačan na sceno nekje od 80 do 150 evrov na sceno. Za to isto sceno? Za to isto sceno, če gre za BG, torej klasiko, ki se najbolj snema, bo pa dobila 700 do 800 evrov. BG se imenuje Boy Girl, samo klasičen. Tako. Čak, scena je... Ena scena, ena ura scena. približno. Ena ura, ok. Tako. In tukaj to pomeni, da ne zamenjate položaja nečem. Ne. Meno, seveda. Ena ura ok, snemanja, ok. kar pomeni 25-30 minut na filmu. Tako. To Aha, ok, dobiš koliko eno časa sceno ponovno ven. imate, recimo, koliko dobiš od enega pol snemanja?
Torej, na sceno moški dobi od 80 do 150 na sceno. Po enem letu, če si ti zelo uspešen model, da te dosti najamejo, Zanesljiv. pol lahko ti dobiš večji rating. Definitivno to govorim, naprimer od 200 evrov dalje že po sceni. Ne? Zato se tudi moški tu večkrat poslužijo teh igl, zaradi tega, ker hočejo naprimer narediti več scen v enem dnevu, ne? Da dobijo tudi nekaj več plačano, če je moški samo model. Jaz sem pa drugače, ker sem še producent zraven in snemam po svojem scenariju, delam vse sam, skratka, od najemanja in tako dalje. Ja, pri meni pa je odvisno vse od prodaje. Torej, od distributerjev, koliko jih imam, kak je content, kak se folko content zdi, koliko nalagam, koliko sem aktiven, ki kdaj slučajno pozabo kaj naložiti, oziroma nisem mogel kaj posneti, se je tudi zgodilo, takrat mi tudi, naprimer, pade dosti, ne? Cena in tako dalje. Tako da definitivno se mi to bolj splača kot moškemu, da sem igralec in producent, kot pa samo igralec. Okay, ampak Pa mogo bi sem še to predpomniti, ne? Ni vedno moški najmanj plačan, okay. ne? Ker pozabljava, ne smemo pozabiti na gej igralce. Dobro. To so pa pol druge cene, više cene, ki so v bistvu lahko tudi Načeloma, više ja. od ženskih honorarjev. Zato tudi straight igralci tudi igrajo v gej porničih. Zaradi tega, da so več plačani. Pač ker je itak vsen, ne, se vsen. In tu Njemu se je spet vsen, ne, nanašamo on na igro. igra. Koliko pa je dejansko razliko v ceni, če tukaj od 80 do 150? Krat 3-4. Tu nekaj, ja. Koliko lahko ločite v glavi to, da igraš, pa da... Se Ta pravi, linija- tisti, ko bo šel samo za denar, pa bo šel naprimer v kaki gej film posnet, to sem že prej omenil, bo definitivno za igla. Ne? Drugače ne bo mogel ga dobiti sploh v trdo stanje. Ne? No, se to. Ampak to sem jaz vedno povedal, tu ni denarja, da bi jaz šel sploh v to. Okay. Nimam nič proti temu, absolutno ne, glede na to, v kateri industriji sem, ampak to pa ne še nikoli. Ampak ti se v bistvu ukvarjaš bolj kot ne samo s to industrijo. Samo s to industrijo trenutno. Okay, in recimo, kako pa izgleda tvoj recimo poprečen mesec ali pa dan? Recimo, ker recimo moj je tako, da vstanem ob 4 zjutraj, sem v službi do 1, delam na radiju, prijem domov, pojem kosilo, grem na vsake 14 dni snemamo ta podcast, mogoče kakšen projekt popoldan in to je to. Urnik, ja, dobro. Recimo, Jaz bom rekel tako, dosti se ukvarjam z videoprodukcijo, ker naprimer to, kar jaz tudi posnamem, zahteva tudi dosti časa in jih tudi malo siciram tak na čase, da tudi še kam drugam objavim, kakšne klipe, naredim pač iz več scen tudi film ven. Pomagam še Keri, naprimer, pa Keremu tudi pri editiranju teh zadev. Ti si montažar v bistvu v poklicu. Tudi, vse. Tu jaz delam čisto vse. Lučkar, vse. Lučkar. Vse moraš tu obvladati, tako če Krap, hočeš. čakaj, krapšek. Mogoče izčas službo. Se lahko zmeniva, ni problema. Te vzamem kdaj na produkcijo in si mi lahko tam tudi kot Ali je bila asistentka, sposobna, absolutno. vesla? Ljubi, se nam šla. Bom doma monterala v pričo tebe. Škoda, Ne, no. ne. Ampak- Ampak se drugače bi šla. Ampak pogledat, tako me zanima. nekako zgleda moj dan, naprimer, Meni bi bilo glede nerodno. na budžet tudi, zaradi tega, ker preveč ne smem snemati na mesec, ne zaradi tega, ker pol bom praktično ostal brez. Za kaki špil snemam enkrat do dvakrat na mesec. Enkrat do dvakrat na mesec. Okay, Tako. ostalo si pa kot igralec. Ne, ostalo, če me kdo slučajno kdaj najame, ja, imam tisto svojo ceno, če se s to ceno strinja. Tako kot sem zdaj pred kratkim bil najet iz strani ene produkcije v Berlinu. Sem šel v Berlin, sem tisto odšpilal, ampak za To mojo ni ceno. majhna ne. produkcija. Tako, to je bila To je ogromna ful znana produkcija. produkcija. Okay. Plačali so mi vse, to je ena izmed redkih produkcij, ki mi je plačala pot do tja, tudi v hotelsko sobo, tudi za jesen dobo, tudi teste so imeli tam na licu mesta, tako da nisem A se testirajo skozi? Ja, vsak To se moramo. To še prijemo tako, Vsakim da dnevom ali vsako sceno ali vsakim... Na teden. dvakrat, dva tedna traja en test. Če si ti aktivni igralec ali pa igralka, na vsaka 2 tedna boš mogel iti ti ponavljati test, ne? Za spolno prenosljive bolezni. Jaz pa glede na to, da igram, tako kot sem že rekel, oziroma snemam enkrat do dvakrat na mesec, jaz naredim test vedno en dan prej v Budimpešti. Ker so tam tisti laboratoriji, torej to je načeloma TTS, ki je svetovno znan, ki ga uporabljajo tudi ameriške produkcije in sem v njihovi bazi. Naredim test, pripravim set,
naslednji dan še samo lepo čakam klic ali pa sporočilo modela, lepo ji predstavim scenarij, lepo je dam se za podpisati, se zmeniva tako dalje in odšpilava. Scenarije pa tudi ti pišeš v bistvu. Tudi. Ok, dobro, pa ga ste kaj čez, pač čez besedilo, tako. Jaz, ko me zanima. Ne mantram jih toliko z besedili, zaradi tega, ker marsikateri model tukaj zna samo osnovno angleško. Ne? In zdaj, če bom jaz preveč mantral z nekimi teksti tam, bom zabluzo in bom v bistvu je uničil tisto vzburjenost oziroma pripravljenost, kako naj rečem. Rada sem eno stvar, če sem kar povedala, da jaz včasih, ko gledam gledati porniče, sploh ne gledam porničo, ampak gledam sem te začetne pogovore. Ja, jaz tudi. Meni je to tako dobro. Ok. Ker večinoma itak pač se vidi, da še ponavadi so to slabši igralci, ni to pač ne homemade. Ne gledaš dobrih produkcij. Ja, ne, tam ni zabavno. Razumeš, če gledaš ti pornič iz vidika, da bi te nekaj da je zgodilo, da bi te vzburilo, pa pač nekaj pogledaš, kar ti je všeč. Ampak določene pa grem gledati tam, ker že vidim, da je awkward moment, ko sta kao mother and son, ko se pogovarjata pa neki. In meni so ti dialogi tako smešni, da se včasih s kolegom, pač sodelavcem našim, pošiljava. Ja, si pošiljava in gledava in mi, da se ful blazno. Zato razumem to, če slabo znajo angleško, ker to izpade bizarno pol in uniči vas smut. Ja. Mi to včasih gledamo za zabavo. Ta začetni del, ne ta pol akcijo, ta pač nima več veze. No. Imate pa od tega denar. Vi imate pa od drugega dela denarja. Pa tudi Res je. norčevanje, se pa včasih je smešno malo. Res je, absolutno včasih izpade smešno, zato sem rekel, da jih ne mučim preveč, razen če je to kakšna igralka iz Amerike ali pa Anglije ali pa tam iz angleško govorečih držav. Absolutno, tam bi bom napisal taki scenarij, da ga bo ona 1, 2, 3 zdriblala in bo povedala vse na začetku. Ne? Mogoče pa to, kar Vesna gleda, nova prodajna niša. Ja, Boš bi mogli pa Ja. samo to začeti snemati, te Ni, uvodne. to je za druge. Že jaz moram vprašati se eno stvar. Prej je rekel, napisala sem si, kad kažem pozabila. Rekel je, da je ženska kraljica v tem poslu. Zakaj moraš imeti pol ti, zdaj zgoraj skoful, ti društvo, da se trudiš zaščititi, pa skozi se govori, da je vsaj ta Balkan area, ne govorim o drugih državah, ker ne poznam, da so ženske zlorabljane, premalo plačane. Tako malo zdaj jaz govorim splošno, kaj se govori, pa me popravta, če se motim. Da se jih izkorišča, da se ne testira redno, neki. On je rekel, recimo, ženska kraljica pa dobi lahko 700-800 evrov, ti po drugi strani pa moraš imeti sindikat v narekovajih, zato da se boriš za pravice tega. A je ženska res kraljica? Jaz se pa tu moram ločiti, to je zdaj bilo industrija za Ne, odrasle. govorimo o industriji za odrasle, ne govorimo o prostituciji. Ali pa Ne. da bi bilo... Jaz samo o tem pegli za prostitucijo. A Ja? to pa je za To pa je ti imaš za prostitucija, to so prostitucijo. pa ločene Aha, zadeve. okej. Mi moramo ločiti, da je več žanrov v industriji za odrasle. Okej. Ne, mi smo se zdaj nekaj časa pogovarjali o produkciji filmov za Ja, odrasle. v porničih po domače. In pa Tako. celotnemu ustroju v ozadju Okej. tega. Ne? Zdaj, drugi žanri, druga pravila, Okay. druge situacije. Dobro. V bistvu sploh zakaj večinoma 99,9% prostitutki ne bi nikoli snemale porničev. Zato, ker one so v prostituciji zato, da to nihče ne ve. In pa da reš neko svojo situacijo. Okay. Večinoma ljudje vstopajo v prostitucijo zaradi reševanja svojih ekonomskih težav, problemov. Okay. In kadar pač se gre to skozi denar not, ne, se pravi zaradi denarja not, ker se to ponavadi vedno počne v neki agoniji, ker pač ti moraš jutri plačati nekaj, treba narediti denar. Ne. Se dobro ne seznanijo s tem, kaj vse prinese, kaj odnese. Hitro jih zavedejo kakšne skupine, lahko so hitro angažirane v kakšne skupine, zlorabljene v smislu prevarane, okradene, nasilje je lahko alkohol, droga. Okay. Ne? Pač, zelo hitra industrija je tukaj. Je velik obrat denarja, ampak je zelo hitra in lahko nevarna. Tu bi še samo rad dodal, da naprimer ženske oziroma porno modeli, porno igralke, to so ekskluzivne. One ne bodo šle snemati z nobenim izven industrije. Zato je to tak zaprti krog. Okay. Kar se pa tiče prostitucije,
To pa so dosegli vsem. In tako je Žiga rekel, to ne bodo šle snemati. Oziroma, če se bo že odločila, da bo šla snemati, ali bo delala prostitucijo, ali bo delala filme. Aha, ni. Eno z drugo ni nikoli Ja, povezano. je pa to spet razlika, prostitucija ali pa spremstvo. Spremstvo ni nujno seks. Ne, spet. Neka spremljevalka ni nujno, da nudi seks. Lahko nudi samo. Ti moraš vedeti, da moški so zelo osamljeni. Samo Ne. smo včasih. Pravimo nekaj Veliko smo o tem. osamljeni. A ne? Sploh uspešni moški, ki si lahko privošči družbo, si najame gejšo. Mislim, gejša. Pač gejša je v japonski kulturi bila spremljevalka. Okay. Ona je vedela, to so bile zelo inteligentne ženske, katere so znale veliko različnih glasbil, ne vem, so znale zaigrati nekaj, a ne zabavati, Ja, animirati. naučene so bile, pa izšolane so bile dejansko, da Tako. pravljajo ta kot poklic, ne, da zabavajo. V tem času je to malo drugače. Ne? Neki, bomo rekli, postavimo se v vlogo enega izredno bogatega moškega, ki je že kar preko 70 let Okay. in gre na eno večerjo z, bomo rekli, poslovnimi partnerji ali pa z kakšnimi starimi znanci. In ker nima on ženske zraven, si jo pač najel. In to je spremstvo. Da se on pokaže z neko tako super mladenko, tam na večerji, to bo za njega. S Wow. kakšnimi poslovnimi partnerji. Točno ali pa kaj. tako. Okej, samo- To je spremstvo tudi. Ne. Ja. Okay, ampak samo tukaj se konča, pa samo večerja, pol. Pol Se pa je rekel, da vse lahko stvar oboje. dogovora. Oboje. Ja, okay, To okay. pa Najbrž se pol stvar ona dogovora. postavi Ampak- sinik. Ja, Ja, ampak okej. spet Storitev. ženske v skortu so veliko bolj svobodne. Veliko bolj so lahko svobodne. Vse so tudi v prostituciji lahko, a ne? Ampak spet je to prostitucija. Jaz zelo rad svetujem ljudem, pa ženskam, ki se obračajo name, da bi mogoče začeli, ker pač morajo nekaj rešiti, karkoli, da bi šle v prostitucijo. Jaz sem veliko več ljudi odvrnil, kot angažiral. S tom sem hotel vprašati, ker vem, da so se na te obračali in za Ja, se še igranje vedno. in za prostitucijo in pač ne vem, enkrat sem bil podatek, da si jih koliko. Ne vem, v glavnem. Skoraj ne, vsega odpika, da ni za to. Ne, zato ker okej. jaz raje rečem, In ne pol samo pet. ti si odpikal tiste, ki so mislili, da bo zdaj močati, ko bodo šli v Ja, filme. pač to, da si jebač, ne pomeni, da si igralec. Tako je. Ne? To je najbrž tanka linija, Velika. da to nekdo lahko v svoji glavi. Da lahko počne oboje. Ja, mislim pa, da ti ločiš, ne vem, to je privat, to je zdaj delo. Pa ne vem, kako imaš nek. Pri moških je to enostavno. Mi imamo dve glavi in enkrat razmišljamo za eno, drugi z drugo. Vem, imate pa samo eno glavo Imaš pa in ne personal morete. life, kjer ne- uporabljaš tudi obe. Ženske Neki točki. teže ločijo od te zadeve. Evo, Verjamem. Morajo imeti res eno face motivacijo pred sabo, recimo denar. Okay. dosti teh igralk v filmu, naprimer, je tudi poročenih, no, fanta. Kako je to gre? Zaradi tega, ker tu ločijo. Oni, bom rekel, v ostalih delih Evrope, ker je to aktivno, oni bodo ločili posel, kot je snemanje, ter zasebnost, torej v življenju, ko si z enim partnerom. Absolutno. Tako da tudi tu ne rabiš, mislim, moraš biti poligam po eni strani, ne pa Ja. monogam, ker monogam ne moreš Ne biti deliš. in pol brez veze, sploh da si s tem skupaj, glede na to, da ti žena ali pa punca igra v takih filmih. Ja, se to je ni Lara, mislim, ni isto, no, da ne bo pomote, ampak Lara Gorša, ko se takrat razlagala, da ima OnlyFans, pa se še vsem piše z moškim. Samo kakšen Ja, OnlyFans sam- smo, ona ima bolj ali manj Pa- samo v spodnjem perilu pa svoje. No ja, ne, to je Ja. drugo, ampak pravim, da ima Ampak tudi fanta, ki mora tudi fantu sprejeti povedala, to, da ne, to in je in da fantu pač ni povedala hotela že od pustiti začetka. Mila oblika. Njena Tega. obzira. Začela je ona v bistvu že bila v tej industriji in mu je povedala tudi misel biti. In... Jaz jo poznam že odprej, ker je bila pred industrijo. Ali je bila ona tudi na kmetiji? Ne, ja, mislim, da ja. Okay, Ampak mi dva sva iz iste Okolice. regije, Aha, okay. tam niti okolice. Koliko pa Ful, drugač ekstra punca. Ja, Ja, saj se je bila pa tukaj faca. super. Proper. Sem, fajn. koliko pa je plačan escort pol, recimo od do zdaj v teh časih, leta 2026, 2025? Slovenija ura se začnejo 200 evrov gor, ampak 200 je minimalno. 200 je res. Ja, s tem, da pod 3 ure ne moreš vzeti. Ja. Se pravi 600 evrov, če greš na neki event. Najmanj. Sam, Najmanj. to je tako, pa računa glih ne moreš izdati, a?
Lahko, Sloveniji? realno, ja. seveda. V Sloveniji lahko imaš A 9, ni to, da ni legalno? to ni res. Kaj, escort? Eskort je v Ja. bistvu legalen skoraj v vseh državah, tudi tam, kjer je prepovedana prostitucija. Zakaj tebe ne bi zdaj mogel, ne vem, Za družbo. V bistvu. Jože Novak Ja, pač nisi najede, greš pevka, z njim pač na ne- večerjo, pa da se družiš z njegovimi poslovnimi partnerji, Ja. greš po 3 urah domov in ti plača za to 600 evrov. Zakaj Ja, te ne more najeti? kaj pa napišem jaz, ko izdam račun? Ja, pač druženje, Escort animir druženje, dama, to je to. animiranje, se nima veze. Sem mislila, da to ni. Dejavnost v Sloveniji je po ta novem SKD-ju Okay. je še 96.999. To je šifra, pod katero registriraš Svojo dejavnost. dejavnost Aha. spremstva. Okej. Je po ta novem je. Spremstva in pa prostitucije. Prostitucija v Sloveniji je v 2008 se da registrirati, lahko izdaš, ne vem, seks pol ure, ura, karkoli. Wow. Jaz sem živela v lažnih prepričanjih do zdaj. Živiš v Sloveniji, draga moja. Ja, res se nisem veliko poglobila v take tematike. več se kot pa zato- očitno. Sej, pač, ej, če ne Zato pa so rabiš. tle, da sprašujemo. Ja, ne, saj, kaj- zato hvala, no. Ampak kot spremstvo, naprimer, boš ga tudi mogla za rokico držati, ga malo cartati, boža. Ja, To, kako se pa on odloči, pa že te bo najbrž vzel s sabo, ko ne rečem, ker jaz ne bi hodila kar nekoga s sabo, zdaj hočem biti tuno, da je vse Tega pa intelektualna, da pa se zna pogovarjati, a veš, Se da verjetno pač lahko ti si sprejmeš. tam samo za družbo. samo za, aha, ok. Lahko se ti pogovarja z njim komod, samo na vse zadnje, ko vse zaokroži, ti si tam Sam, plačana da si družba. lepa in tako. Kultura, okej. kultura, Ali pa znana. Aha, ok. kultura eskortinga gre tako, da ti imaš tudi redne svoje stranke. Okay. Ker recimo ti živiš v nekem mestu, govorimo za svet. Okay. Ker tudi naše punce v Sloveniji hodijo v tujino, pač delate skort. Definitivno tudi delajo prostitucijo po tujini, ker ne delajo v Sloveniji. Ponad je to tako zelo. Veliko se gostuje v tej industriji za odrasle, se pravi prostitucija, spremstvo in tudi ples. Ogromno Slovenk tudi pleše po tujini. Po klubih. Striptease, tako, ja. Tako da večinoma to delaš, ne delaš tam, kjer ješ. Ne. Okay. Zato tudi pridejo v Slovenijo, recimo za prostitucijo, okoli 4000 ljudi na leto, kjer se pač obrne. Vsak dan je recimo v Sloveniji okoli 300 do 400 prostitutk na voljo po celi Sloveniji. No, to tudi jaz nisem vedela, da so take Kakšne številke. cifre? No. Ja, Zanimivo. Nisem si predstavljala. Imaš tudi erotične maserke, se pravi erotični masažni saloni. V bistvu rad bi poudaril, no, zdaj z novim SKD-jem, Ja. z novim SKD-jem, se pravi, to je okrašava za SKD. Katalog dejavnosti. Ki se moramo, ki imaš Ja, spevne statistični. napisati, kaj boš. Ja. Statistični Ja. katalog dejavnosti. Okay. V tem katalogu ni več erotičnega maserstva, Okay. zato ker smo mi hoteli v centru za poklice, neki CPI, CRI in karkoli že je, smo hoteli narediti, se pravi, program za izobraževanje za erotičnega maserja. Bogi reveži so mogli celo svet sklicati, da so se odločili okoli te odločitve. Tako da načeloma nam ni uspel, da bi imeli nek kurikulum znanja tam noter za erotične maserje, ker so odgovorili, da je, če si registriran kot maser, enako vredno, če si tudi erotični maser. In to meni kot predstavniku za seksualnih delavcev je to ok, zato ker se ne rabiš utesnjevati preko bizija, recimo, ker te nekdo... Boš delal od tega. Ja, nekdo najde tvoj SP, lahko erotični maser, in ti imaš seznam vseh ljudi, ki se ukvarjajo s seksualnim delom. In to je recimo utesnjevanje Aha, okay. na nek način, ne? In se s tem še povečuje stigma. Zato recimo je bila to zelo odlična odločitev, da ni erotičnega maserstva kot dejavnost noter. Imamo pa zdaj v maju, imam pa z enim Dejanom, ki je tudi v kmetiji, imamo pa tečaj erotičnega maserstva, zato ker namenjen je vsem, tudi tistim, ki niso seksualni delavci. Zakaj? Zato ker mi moški smo ekstremno slabi v uverturah,
In zdaj, če že nisi skozi življenje. Ne, jaz govorim generalno. Ne, jaz pač slišim, kaj. Generalno, ja. Ja, Sej, slabi smo v uverturah in zdaj, če že nimaš smisla za neko uverturo, za neko predigro, ne, pač nauči se vsaj erotično masirati. Zakaj pa misliš, a imaš odgovor na to, zakaj bi bilo temu tako? Da ste Imam slabi. več odgovorov. Da je najbolj sočnega. Zakaj? Ja. najbolj sočnega, da žiga, da eno. Mislim, zgodilo? kje pa se mi, moški, učimo spolne vzgoje? Se sem zato hotela te vprašati, ker vem, da si tudi predlagal, da se ena prostitucija, mislim, ena oblika, da se prepove. No, kje se učijo vzgoje? Ja, v gostilnah. Fantje se radi naučijo, kaj je v gostilnah, zato ker tam so res mentorji, ekstremni, to so vsi eni certificirani jebači, sploh po 6 špricerjih. Tako. Kak je on tisto, kak je on ono. Taki, ki imajo res veliko prakse. Pa niso to, Ja. pa niso to samo lovci, ki lažejo, ampak to so tudi ostali. Tako. Ja. Važna je predigra in važno je, da si zelo dober zaradi tega, ker če ne, pol kak se ve počutite. Ja, to spet, mislim. Koliko manj težav bi mi imeli moški, da Ne bi ste zmagali. Da vedeli, bi prišel, da bi samo porino pa šel, adijo. Ja. Tako kot večinoma dela. Ja, to je pač dost vedno. Ne bi bilo No. redo, ne? No, To je to. Sicer mi delamo zdaj Znaš, tudi ti ne da. Pač To je to. rekla, no. To je to. konec aprila, imam tudi za tečaj za crtalce. Koga? Crtalce. A ja, crtalce. Ja, sertalce sem razumela in ni mi bilo jasno. Da se naučiš cartati. Ja, se zdaj Cartati. razumem. Ne, se, to sem Ker tako mislim, da zdaj to Slovenija rab več objemov. Ja, sej dejansko, mislim. Na podlagi vsega tega, kar pride, nam drugega ne bo preostalo. A misliš, da se bojo pravi ljudje prijavili na ta tečaj? Vedno se ta prvo javijo idioti. Aha, ja, To sem jaz ugotovil, drugače. Okej. Karkoli delaš, se prvo javijo ljudje, ki niso. Ne vem, pač. Tu- Ni- tu ne se- bo- tu se Isto tudi- pri komentarjih, isto pri vsem. Tu se tudi moram jaz pa javiti, sorry žiga, ampak ja, tudi jaz dosti sporočil dobivam, čuj, jaz bi pa bil ono, jaz bi pa prišel noter v industrijo pa tak dalje. In Ja. Ja. žal brez izkušenj tukaj, pa brez audicije ne gre. Aha, audicija. Tako da tudi on bo imel za to audicijo, ne seveda. Kje pa je razpis? Zdaj bomo dali na naši dobri družbi, na našem portalu, bomo povedali, kaj namen te delavnice, kaj se boš Okay. naučil, na kak način bomo to delali. Sam, kaj veš, kaj si rekel tudi za to cartanje, ker veš, sem vprašala, če pridejo ta pravi. Veš, kaj sem občutek, da so ljudje, ki se pogovarjamo o teh tematikah, ki se tudi pogovarjajo s partnerji o spolnosti, zaradi tega je pač pol tudi seks boljši. Imaš pa te ljudi, ki pa so pač glasi samo v gostilnah, doma se ne pogovarjajo, najbrž ful bi. sploh ne dobijo, najverjetneje. Mi smo- In tudi pač taki pa pač mislim, ko bi pa mogoče jim to dejansko prav prišlo, pa se dejansko tega ne bodo udeležili, ko imajo vse v glavi, da tega ne rabijo. To takoj rešimo tako, da ne bo zaston. Okay. Ker tisk je samo na gobcu, verjem, ni pripravljen plačati evra. Ja, no, saj to. Tisti pa, ki je pa pač pripravljen to osvojiti, bo pa plačal, ker znanje se kupuje. Nikoli znanje, ker če znanje zaston, si ti produkt. Je pa v bistvu moje vprašanje, kje pa smo mi v bistvu starši zajebali. Zato tudi naslednje leto pripravljamo eno spletno delavnico spolna vzgoja za starše, Okay. ker mislim, da je v bistvu spolna vzgoja se treba začeti doma. Mislim, da ni ne šole, niti nobenega drugega človeka, ki bo prevzel to odgovornost kot starš. Je pa težava v tem, ker oni sami niso imeli pravilne spolne vzgoje. Pa ne sem to, neumno je učiti samo spolno vzgojo. Zato v mojih delavnicah imam odnose in spolno vzgojo. Ker spolna vzgoja je del odnosov. Okay. Prvo mi moramo znati komunicirati, se razumeti, prepoznavati manipulacije, ki pač je v bistvu zaradi manipulacij se sploh zgodi nek seks mogoče, ne? Ker temu se reče dvorjenje, recimo imamo ful lepo slovensko Besedo, ja. ne. Tudi vsaka komunikacija je manipulacija, ne, če smo že tukaj. Tako da bolj se jaz sprašujem, kje je začet, kje je ta začetni problem, ki je jedro problema. Ne? In to definitivno so starši
in starši bojo mogli narediti prvi korak, da predstavijo spolnost svojim otrokom in ne samo to, predstaviti tudi, kako nadaljevati in vzgajati otroke v tej smeri. Najbrž je še zmeraj marsikomu tabu, tudi staršem se pogovarjati. Sploh o tem, a ste se kdaj pogovarjali doma, starši? Je zelo malo v bistvu. Ampak zakaj? No, moji starši so bili bolj ali manj odprti, mi smo se skozi o tem pogovarjali. Tudi zato, Evo ga. prej, ko ste vprašali Žigo, ko sta zvedla moja starša, s čim se jaz ukvarjam. Ja. Mama definitivno tako od mame isto. Ni bila glih najbolj navdušena na začetku, pa se je v bistvu sprijaznila s tem in je rekla v redu. Ne. Oče po drugi strani pa bil ta pravi, ne. On pa je rekel, da zrihta mi avtogram tiste tam, prosim te. Ja, rekel. prosim. Ja, ker on je gledal te Ampak ni starejše. vsem drugače, prosti, ampak ni vsem drugače, če to reče, se pravi, vidva sta dva moška, ki sta to povedala svojim staršem. Jaz si sem rada, da bi se dala vlogo, da jaz to povem svojim staršem ali pa da moj brat to pove svojim staršem. Ful bi lažje šlo čez, če bi moj brat to povedal, bi lažje sprejela, kot če bi jaz povedala. Ne vem, ker imajo mogoče to je isto, veš kaj jaz mislim, naši starši, upam, da jaz ne bom ta generacija, da so naši starši še vedno isto, kot pri 13, ki si šel ven, pa si se ga napil, so lažje prenesli to, da je to moj brat naredil, kot pa če sem jaz to naredila. Ali pa pri 15. Vse se ve zakaj, ne? Zaradi zaščite, zaščitniško, ne, se za to. In tvoje, ti imaš hčerko, in kaj bi ti zdaj naredil, glede na to, kaj si vse doživel v tej industriji? Ok, dobre stvari in veliko slabih, verjetno tudi v vseh teh letih, ker si imel kontakt z različnimi ljudmi. Če tebi zdaj tvoja hčerka reče, oči, jaz bi se alati ali kakorkoli ti reče, jaz bi pa tudi rada bila prostitutka ali pa porno igralka. Jaz imam to srečo, da ponovadi otroci ne grejo po stopinjah staršev, tako da jaz imam tukaj mogoče eno veliko srečo. Ampak ja, recimo, da bi hotel vseeno. Načeloma jaz mojih staršev nisem poslušal. Ne moreš proti temu nič ne moreš narediti. Lahko je pa izobraziš. Lahko pa prej investiraš v izobrazbo oziroma v edukacijo, v pogovor, ker zakaj se ti nisi mogla pogovarjati to svojim staršem? Zato, ker se prepozno začel o tem pogovarjati. Mislim, prepozno. Mislim, nismo se sploh kaj ful pogovarjali. Mislim, tudi ona dva se nista s svojimi starši pogovarjala o tem. In pri nas pač smo že, če si rekel, mi greš po vložke, je bil že tabu. Ja. In kako rešiti te težavo? Ja, najdeš srž problema in treba educirati starše, ki bojo na ta prav način v bistvu sploh znali prepoznati potrebo po tem pogovoru. Ja. Žiga, ampak vseeno bi ti bilo kul, če bi ti tvoja hčerka rekla, da bi rada s tem delala. Čistko, bi jo izobrazil, bi probo stati ob strani, bi jo mogoče spravil med ljudi, ki jo ne bi v narekovajih probal okol prenesti. Vse te stvari, ki imaš ti izkušnje, bi njej omogočil, da mogoče je kul, da ima kul zaslužek. Ampak a bi ti bilo iskreno rečeno kul? Jaz že zdaj delam jaz že zdaj delam na tem, da bo ljudem, ki so v tej industriji, boljše, da bojo bili bolj varnejši. Jaz samo sprašujem. Ne, jaz to točno razumem, ampak veš, jaz že zdaj delam na tem, da bo ta industrija bolj varna, da bo boljša za ponudnike. Ok, ampak iz očetovskega vidika. Ja, mislim, definitivno meni kot očetu ne bi bilo prav. Normalno, ne? Se mi tudi ne bi bilo prav, če bi šla v gimnazijo. Če že tako gledam, ne? Ker to je waste of time. Ker pač, mislim, to je moj pogled na svet, ne? Ja, jaz bi bil v bistvu bolj razočaran, če bi šla v gimnazijo. Ok, wow. Ja. Wow. Kako je seznanjena dejansko s tem, kar delaš? Se koliko je pa sploh stara? Oziroma, koliko je stara? 14 let. V bistvu ja, tudi en moj namen v kmetiji, da sem šel v kmetijo, je to, da sem se predstavil na drugačen način, ker vse interakcije, katere imam jaz v medijih v povezavi z industrijo za odrasle, so zelo short content, pa ne to globoko, v bistvu ljudje ne vejo, kdo se s tem ukvarja, ampak samo kaj jaz govorim. In to je velika razlika. Ne? A ste vi hoteli nekaj vprašati? Ker sem hotela še za najbolj bizarno sceno ali pa najbolj neprijetno izkušnjo. Ja, pa jaz sem še nekaj s tem v povezavi. Kaj? Ne, naš vpraš najprej to. Jaz se sam že, drugače ste me razumela. Kaj si hotela vprašati v povezavi s tem? Mene samo zanima, kaj ti pač, ne vem, dobiš en model, eno igralko, ne vem, nekoga. Kaj pa, če ne čutiš te kemije, kaj pa, če ti sploh ni lepo, kaj pa, če ti nič ne dogaja? To se je že zgodilo, ampak se pomiriš, ker se vedno reši vse s pogovorom prej. In tudi, če imaš ti tu notri kemijo ali pa ne kemijo, najbolj važna je energija. Pa da ima rada seks. Točno tako, ker erotika je del našega življenja in to, če si tu notri,
enostavno, če nimaš tega brez veze, spogreš notri. No, Zdaj, probati. če lahko nadaljujem pri tantrični masaži, a ne, ti moraš najti neko stvar kot maser na ženski oziroma kogar masiraš, da te vzburi. Pa če je to prst na nogi, je to prst na nogi. Ker ti moraš biti vzburjen, moraš narediti ta transfer, da v bistvu ti to energijo lahko pošiljaš Okay. pa prenašaš. Okay. Ampak Kako pa nisi, ni čudek. kako pa nisi vzburjen kot asistent ali pa snemalec ali pa nekdo, ki pač je samo pomočnik v tej industriji, ki nikoli ni igralec? Jaz Žiga povem to, no. Ja. Wow. Zdaj ješ vsak dan meso pa polento. Ja. In ko ti v J&B v restauraciji prinese meso in polento na najvišji možni filozofiji, Okay. You don't a bojo zaigrale v borbončice. Ja, mislim, okay. A na po to bi 3 takrat letih razmišljal? mesa in polenta ti ne Svaka bojo. Kaj pa po pič. 3 tednih? Takrat Na pa najbrž začetku. straglaš še, kaj ti pa še baše. A veš, kaj V bistvu, mislim? moje prvo doživetje nekega večjega snemanja je bilo, da sem bil pijan od občutkov. Okay. In v bistvu sem dejansko se postavil v tretjo osebo in sebe videl tam in rekel, wow, ti to doživljaš. Čez čas sem, Se navadi. pa bomo šli jesti pol, potem Okay. Ja, gremo na res je. pir, ne, valjda. Ja, dobro, To mi bi se- takrat nismo šli na pir, mi smo šli No, na pa- tržnico. No, No, pač ja, Ja, ampak rata ti to služba. exactly. Ja. Kaj pa ginekologom? Pa tudi nazaj gledaš svoje posnetke, pa si vnukle bilo, bil to boljši, pa to. Jaz se lahko Ja, celo to samo zadaljujem, samo zadovoljujem Za sebe svoje gledaš. posnetke. Wow, ok. Seveda. Zato, ker jaz enkrat... Ponosen sem na sebe, da sem naredil to, kar sem naredil in se Top. tako dobro Okej, prodaja. Okay. V redu. Ti lahko za sem moški. gledala. Ti si enkrat kaj? Mislim, jaz sem se enkrat posnela in nisem mogla nikoli pogledati tega posnetka, meni je bilo to tako cringe, sem tako. Sam pač to je drugač. Ja. Ampak ja, no, zato vprašam. Imaš Ker mi še imamo airchecke na radio, ne? Pa Imaš še sem posnetek? ja? In je grozno. In je grozen, Če ker se imaš še moraš posnetek? poslušati. Če imaš še ta Ne, ker so posnetek? ji ukradli telefon, Ja, na ukradli so katerem mi je ta telefon posnetek. danes. Tako da nekdo ga ima. In nekega dneva prišel. Ne. Ja. Res. Res. Ja, Oj, samo oj. tu je problem lahko veliki, ne, zaradi tega, ker ti habi, ne, ko so zastojni stvari, oni ne preverijo, glih, kdo je to dal ven. Ja, jaz bi bil malo bolj zaskrbljen. No. Super. Bomo zaključili. Ne targa. Kaj bi pa rad povedal, Žiga, ti mogoče za konec, ker moramo končati počasi, tem ljudem, ki govorim pač, on je igralec in producent, ti si pa pač bil v več vlogah, tudi v teh, ki so te ljudje klicali, kako pač prijeti v ta svet, ki zdaj le mogoče, zdaj jaz imam občutek, da tega ni tako malo, ali pa ti, ki bojo gledali podcast, to bi pa mogoče tudi jaz kdaj probal, sploh ne vem za moške, mislim, da imajo feeling, da je to pač zabava, predvsem veliko bolj kot ženske. Ki bi zdaj radi rekli, ok, zdaj jaz bi tudi, jutri ga bom poklical. in ga Velikrat vprašal, so če bi oni bil- poklicani za to, a ne? Ja, in jutri te bojo poklicali trije in bodo rekli, jaz bi pa rad bil porno igralec in kaj bi jim povedal, preden se sploh odločijo za to ali pa te pokličajo. To je bila tema, malo prej smo se pogovarjala z Ridlom o tem. Imaš dve variante, Okay? nobena ni 100%, obe so 50%. Lahko najameš za en mesec v Budimpešti Stanovanje. stanovanje, pa hodiš na castinge, Probaš. se probaš prijaviti v agencijo in če v enem mesecu ne boš poklican, pozab. Okay. Druga varianta, prištimi 30 000 evrov, vsaj za začetek, da začneš delati na svojem kanalu. To je v bistvu neko groba ocena začetnega kapitala, da ga rabiš za Naklado filmov. nakladov s filmov, a ne, da jih imaš potem in pol Zapravo. upaš, da preživiš, ne, vsaj tisto prvo leto, če ne, pozabiš. Točno tako. Wow. Sorry, zakaj ni faci smej, meni je tako priceless. Kar Kaja, Hard, ne? kaj bi ti raje vložila denar ali bi šla na probat v Budimpešto na audicije? Pri ženskah je to malo drugače. Ne, pri ženskah, jaz sem malo hej. ja, ne, šla na casting. Ti, če nimaš, a imaš tatuje, Ja, moment tu, ja. a en tatuje v redu. Kaj pa je? Ona bi lahko bila bolj teenage. Ja, bolj ali manj. Za teenage bi lahko dalje. Ja. Kaj je bila ona? Ona bi bila že bolj v MILF kategoriji. kot- Oh moj bog, kaj sem jaz gilf pol. Ne, isto. Ma tako, Vidiš, ali veš, vidiš, da ne zgledava? Čakaj, malo, zakaj? imaš Jaz tak, dobro veš, zgledam pol. bolj, Bolj si odrasla zgledaš. bolj Ampak odrasli ne obraz. milf. Ja, pač. bolj odrasli obraz,
Milf so Bolj od- tega Kako že pa so v 30 plus. kategoriji, sem teenage, pa milf že. Ej, ja? a lahko zaključimo tako, da me ne zagnete, kam bi jaz pasla. Kam izpa, dajmo se skregati, kam izmanem. Isto Milf. Ja, da reči isto meni. Isto Milf. Sister! Samo vi, ker imate, misli ti, ker imaš mlajši Baby face. obraz, Baby ti face, starejši pa bolj obraz. drobčka nasi. Okay. Isto. Ti bi lahko 4 do 5 let bral industrijo. Vidiš, kje smo sestrice v porno filmih. Ampak da vas pomirim, punce, vse kategorije se zelo dobro prodajo, tako da je bile zelo blokirane. To je dejstvo. Pismo. Wow. Ja, po unih mesečih na on bi bili interesi. Meni ste dan uničilo, redo je. Ne, gre v bistvu- Meni ste ga polepšali, hvala. Pa moramo Če iti. sva žiga, sva realna. Ne? To je Ja, no, vidiš, Hvala za realnost. obisk, za vse te Hvala vam za informacije, povabilo. ki so bile kar. No, Jaz upam, da se Hard. marsikdo kaj naučil, pa videl, da se fantje delajo v tem, da se tudi trudijo, Ja. da je poskrbljeno za tisto, kar je lahko, čim bolj, da to ni, dajmo reči, temu siva, ali pa da proba biti vse manj siva cona. Pri Ne? nas je siva ekonomija samo zato, ker naše službe ne delajo svojega dela, tako kot pač ponavadi. No. Tako. Tako da, kaj ste se naučili, pozvedeli, če ste primerni za to, neprimerni. Veliko je tega okoli nas, tako da. Ne me klicati. Ajde. dober zaključek. No, redo. Casting se bo počasi začel, tako da. Čau. Čau. Tisti dnevi v mesecu.